En prav lep pozdrav. Danes pa bolj, široka slika o kriptu, bitcoinu, Xenu, Hexu, Hedronu in derivatih od DeepCatcherja, to so bili ti, Maximus in ostali derivati, v katere smo zadnje čase vlagali. Zdaj, zakaj ta video? Zato, ker sem se ogromno naučila, res to res preučujem dneve in dneve, dobesedno spremljam finančni sistem, vse, kar se dogaja v zvezi s financami na svetu, v zvezi z dolarjem, z evrom, drugimi valutami, kaj delajo politiki, kaj delajo banke, in zakaj to delam? Zaradi tega, da vem, kako reagirati, kaj nam prihodnost prinaša in kaj v bistvu sploh narediti, zaradi tega, ker po svetu, če pogledate, boste videli, da so krize res ogromne, da Amerika je res padla v zelo hudo, veliko krizo, ljudje ostajajo brez hiš, brez vsega, brez zaposlitev, to, da države dobesedno airdropajo, talajo, podarijo denar, je zelo narobe za po mojem mišljenju, ker to ni denar, to je dolg. To v bistvu smo vsi zdaj dolžni, ker zdaj finančni sistem je ločen od monetarnega sistema. Finančni sistem dejansko deluje, a ne, to so pač banke in, ne vem, recimo tudi PayPal je lahko tudi, zdaj Bitcoin ne more biti, ker nima svoje lastne mreže. Bitcoin nima mreže, zato ne more biti nikoli finančni sistem, a ne. Monetarni sistem je ločen od vsega skupaj. Monetarni sistem zdaj trenutno pač je dolar, pa še ostale v bistvu valute, ki nekako šepajo za njim. Najmočnejša sta dolar in evro. Zdaj, močnejši, ko je dolar, težje je drugim valutam, težje je priti do dolarja, dražje in dolgovi so dražji in zaradi tega propadajo in države, skupnosti in pa tudi gospodarstvo. Zdaj, največja napaka v zgodovini človeštva, ki so jo naredili, je zaprtje komplet gospodarstva, komplet vsega sistema. Tega ne bi smeli narediti, če bi želeli, da gospodarstvo ne bi bilo v taki veliki recesiji in velikih težavah in se ne bo pobralo. Zdaj, stvari morajo propasti tiste, ki niso v redu. Zdaj, kaj po mojem mišljenju, zdaj to so res moje raziskave in pa moje mišljenje. Kaj je najbolj narobe? Monetarni sistem je centraliziran in zdaj to naj bi reševal Bitcoin, pa ni uspel zaradi tehnologije, ki je preveč zastarela. On deluje na layerju 1, to je web 1, v bistvu to so pač PayPal, recimo bančni sistemi, te zastareli sistemi, ki so centralizirani. Rešitev v bistvu, zdaj Satoshi imel briljantno idejo. Ta ideja je očitno spremenila svet in na tej ideji bazirajo tudi Hex, recimo, ki naj bi popravljal Bitcoin, ampak Hex me je razočaral. Zakaj me je razočaral? Zaradi tega, ker je skupnost v bistvu ni več taka, kot je bila. Na začetku so si ljudje pomagali, čisto na začetku, ko sem jaz noter prišla, v bistvu je bilo, ko bi rekla, če povem po domače, sranje. V bistvu nič nisi dobil nobenih podatkov, sami hekerji so bili, v bistvu jaz sem izgubila cash, denar zaradi dezinformacij oziroma napačnih informacij, ki sem jih tudi dobila od glavnih, tudi od Richarda Harta, za katerega sem kasneje ugotovila, da določene stvari nima pojma in tudi
Ne spozna se človek na finančni in pa monetarni sistem, sploh ne gre, ne. Tega pač on ne zna, ne razume. Zdaj Heks, toliko časa sem zdaj v njem, zdaj sama koda deluje. Heks je dobro, odlično, briljantno narejen. Ima slabosti, na katere prej niso bili pozorni, ker niso mogli vedeti, da so. Vendar en velik problem oziroma dva problema jaz tukaj vidim, zaradi česar jaz mislim, da Heks na dolgi rok ne bo mogel uspeti tako, kot sem mislila, da bo. In sicer je problem v sami skupnosti. Skupnost, v bistvu, če bi ljudje šli noter, vlagali, vedno več ljudi, potem bi se dogodilo to, da bi bil zelo decentraliziran in je tvoja lastna banka. Ampak zdaj Heks ni monetarni sistem, je finančni. Se pravi, je boljša banka. V bistvu je certificiran depozit, vendar ne na tak način kot banka. Razlika med banko, ne vem, katerakoli banka v Sloveniji, ki jo poznate, razlika je v tem, da če gre cena dol, ti nihče ne garantira ničesar, ne moreš počakati, da gre cena spet nazaj gor. Zvezane roke imaš, enostavno moraš pustiti noter Heks, tam, kjer je v bistvu, oziroma pač lahko se odločiš tudi drugače, bom povedala tudi strategijo, kako sem se jaz odločila drugače. In čakaš, da cena zraste, da lahko dobiš profit. Zdaj, meni se je nalepil zdaj nek heksikanc, ke sem komentirala te stvari, da ja, Heks je pa naredil 50x lani in predlani in je denar. Da, denar so dobili Whalesi, denar so dobili OG, tisti, ki so največji, tisti, ki dampajo oziroma pač zbijajo ceno Heksu. Heksu so ceno zbijali že preden je bila sploh ta kriza v kriptu. Zdaj je bear market, ne. In preden se bear market začel, so te veliki dampali oziroma zbijali ceno Heksu. Že prej. Zakaj? Zdaj sem ugotovila, zakaj to počno. Zato, ker imajo oni od tega profit, ker oni vlečejo provizije od tega. In samo, če Heks deluje dejansko briljantno, če si bil na začetku noter in če imaš zelo, zelo veliko denarja. Deluje, ni problem. Tako da Heks je za bogataše okej. Za ostale ne. Enostavno ni. In opažam, da Heks zapuščajo ljudje. Enostavno ga zapuščajo iz dveh razlogov. Eno je, ker ne dobijo profita, ne dobimo, tudi jaz ga nisem. In drug razlog pa je v bistvu marketing, a ne. Zdaj, meni osebno in mnogim ljudem Richard Heart pač ni najbolj všeč. Jaz osebno ne potrebujem neke Lamborghinije in drage ure in gradove in ne vem kaj, ampak samo, da imam res kvalitetno hrano, da imam dovolj, da imam kvalitetno obleko, obutev, da mi je toplo in da imam kvalitetno hišo, zatočišče, kvaliteten avto, ki me pripelje z ene točke na drugo točko, brez da bi crknil vmes. Pa pač, da lahko imam čas za sebe, za svoj vrt, da si lahko hrano pridelam, da lahko slikam, fotografiram, da se ukvarjam s stvarmi, ki me res veselijo, da lahko komu še pomagam, da pomagam otrokom. In moja zelo velika želja je ustanoviti eno veliko šolo za otroke, ki nimajo možnosti, ki nimajo šans v življenju, da bi tam bivali in se šolali, izobraževali na pravilen način. Da bi imeli tudi vse zagotovljeno za življenje, da nimajo težav, a ne, v življenju takih, kot jih veliko otrok ima. Zelo veliko otrok jih ima. To si jaz osebno želim. Zdaj, pri Heksu sem se jaz odločila takole.
Absolutno, v bistvu zdaj naslednje leto imam še za odstejkati nekaj zadev, eden tudi malo večji stejk. Jaz upam, da bo šla cena kaj gor, je pa težko verjeti, ker vsakič, ko Heks poskuša cena iti gor, nekdo veliko količino proda Heksa. Nekdo veliko količino proda. In s tem se vzdržuje nizka cena Heksa. Moje osebno mišljenje je, če verjamete v Heks, da to ni finančni nasvet, poudarjam, ampak moje osebno mišljenje, Heks bi znal pasti še precej. Ne samo Heks. Ves kripto bo še precej padel. Ves kripto. Če imate kakršnokoli željo karkoli vlagati, se splača, absolutno se splača počakati, ker kriza še ni pokazala svojih zob. Zdaj, veliko ljudi se boji raznih vojn. Vojne, po mojem mišljenju, je zelo težko brez denarja narediti. Zdaj, problem denarja, torej dolarja, je v tem, da ga je premalo. Vem, čudno me boste pogledali, vsi govorijo, da se denar tiska, da je visoka inflacija, in jaz mislim, da to ne drži. Da to že dolgo časa to opažam, da je na trgu dejansko pomanjkanje dolarja. In v tem je problem. V tem je zelo velik problem. Države se borijo priti do dolarja. Kitajska, recimo. Prodajajo zlato, da pridejo do dolarja. Prodajajo lastne obveznice. In to recimo Evropa zdaj dela. Evropa prodaja lastne obveznice, ne nemških, Nemci šparajo svoje obveznice, jih hranijo, ampak ostale obveznice prodajajo in zaradi tega pumpajo oziroma gre evro gor. Ker moramo računati, da imamo evro-dolar sistema. Se pravi, dolar je edina rezervna valuta na svetu in pa evro je druga najmočnejša valuta, ki se dolarja kar drži. In zdaj evro bi mogel biti že precej pod dolarjem, bi mogel že dejansko propasti, pa ni zaradi prodaje obveznic, državnih obveznic. To ni dobro, to je slabo. Dejansko je to slabo, obveznice se ne bi smele kar tako prodajati in to so dolgovi, dobesedno dolgovi se večajo. Te baloni nikakor ne bodo zdržali. Do neke mere gre, potem počim, potem pride kriza in zdaj dolar bo strašansko poskočil in če hranite denar, ni to finančni nasvet, vendar moje osebno mišljenje, da se najbolj splača imeti ta trenutek dolar oziroma v katerem od stablecoinov, ki sledijo dolarjev, kakor je recimo USDC ali DAI. Ampak je treba zelo paziti, da USDC je od Coinbase-a. Če Coinbase propade, je treba paziti, da je treba to takoj zamenjati. DAI pa je od Ethereum omrežja, stablecoin. Mislim, da to omrežje še dolgo ne bo propadlo, tako da po mojem je DAI kar varen. Vse ostalo jaz ne zaupam. Vse ostalo ne zaupam. Nikakor ne Binance mreži. To je zadaj, ta Binance mreža izjemno centralizirana, požrešna cizi, ni dober človek, ki to vodi vse skupaj, je nedotakljiv, iščejo ga povsod, ampak ga ne najdejo. Čudno, kaj ne? Zelo čudno. Nihče ga ne najde. Nihče ga ne pripelje pred sodišče. Nikoli pred sodiščem ni bil, tiralice so in nikoli tudi, po mojem mišljenju, ne bo. Čudno, kaj ne? Zdaj jaz mislim tudi, da recimo ti veliki, ki so povezani kot FTX in podobne zgodbe, Luna in podobno, so vezani na politiko. Politika je zadaj in podpira določene projekte. Treba je vedeti, kdo vodi te zadeve.
Jaz osebno se bojim, da je politika prišla tudi v HEX. HEX je izjemno zanimiv kot finančni sistem, ki lahko zamenja bančni sistem. Lahko bi ga. In recimo tudi v MetaMask denarnico že zdavnaj noč so prišle banke. To sem že opozarjala v mojih prejšnjih videih. Skratka, v videih nazaj, če bo kdo gledal, ene stvari sem hvalila, ene stvari so mi bile v redu, zdaj mi niso več. Ene stvari zdaj bistveno bolj razumem, kot sem jih prej. Tako da lahko popravke naredim in vam tudi pošteno povem, zadeve. Večinoma ne bom hvalila stvari, samo tisto, kar se mi res zdi v redu. Zdaj, Bitcoin je izjemno zastarela tehnologija. Bitcoin se po mojem osebnem mišljenju, ni to nasvet, ne splača vlagati. On je store of value, dejansko je, vendar kaj ti pomaga tak store of value, iz katerega ljudje igrajo ven, ga prodajajo in v bistvu ni denarja noter. To je napihnjen balon. Sploh, ker je veliko papirja zadaj. Se pravi, da bogataši kupujejo Bitcoin, ki sploh ne obstaja, neko obljubo v prihodnost, torej kupujejo na borzah papirje, certifikate, da bodo nekoč v prihodnosti Bitcoin dobili. In to Bitcoin napihuje in zadaj pa ni denarja v bistvu. Nikakor ne, ampak samo papirnate obljube. Zdaj, jaz sem pri HEX-u naredila tako, da ga menjam za Hedron. Hedron podpira HEX v bistvu in dela bistveno boljše od HEX-a. Dejansko veliko boljše dela. Če stakate HEX, dobite Hedron, ga dobite, tako da ne pozabite, jaz sem pa eno stejko pozabila in mi je izjemno žal, da sem to naredila. Ampak okej, zdaj imam z velikimi črkami napisan tlele na steni, pazi Hedron pri HEX stakih. Zdaj, Hedron je res vredna stvar pri HEX stakih. Zdaj, obstajajo native staki, HEX, te se splačajo, tukaj dobite zraven tudi Hedron in pa samostojni ste. Potem se splača tudi HSI, Hedron, zdaj imate tudi, se pravi, preko Hedron aplikacije, lahko stakate, ali preko ICOS-a aplikacije. Zdaj, HSI se splača, zato dobite Hedron, plus tega lahko spremenite to v NFT in premaknete stake v drugo denarnico. Ali nekomu to podarite, ali pa, če vam hacker naredi težavo, lahko premaknete HEX stake, da v drugo denarnico, ki ni ogrožena. To je super. Lahko dobite tudi ICOS-o. Zdaj pa pozor. ICOS-a ima bug. To so zdaj odkrili pred kratkim in ubogi Alex, programer, se zdaj ob tla meče in je na koncu živci. Škoda, da je na koncu živci, zato ker ni to tako velika huda napaka. Res, da vpliva bolj na OG-je pa na Whales-e. Na tiste dolge, velike stake ne dobijo toliko, kolikor je bilo obljubljeno v white paperu. Tistih 25% ne dobijo toliko. Tako da Hedron se potem splača dejansko stakati manjše zneske na krajši rok, kar pa za nas, majhne vlagatelje, še toliko bolj super, če mene vprašate. Dokler smo majhni vlagatelji, nima neke zelo velike škode. Zdaj, kje je Alex naredil napako? Alex je, ko je Hedron v bistvu naredil, je plačal iz svojega žepa. To ni malo denarja, to res ni malo denarja. Plačal je za revizijo revizijske hiši. Revizijske hiše priznane, revizijske hiše najdejo bage.
To bagi so napake v kodi. Pri IKOS-i tega ni naredil. Njegova revizijska hiša je bil Hexpolis. Tega jaz nisem vedela. To sem spregledala. Zdaj pa vem, zdaj sem šla to raziskati, zato ker se je pojavil ta bug v IKOS-i. In drugače vse deluje super, razen pač neki te nagrade. Ne grejo tako, kot je obljubljeno v white paperju, v beli knjigi. Zdaj, kaj je Hexpolis? Hexpolis so mladeniči in mladenke, mladi ljudje v Heksu, Heks skupnosti, ki so sami pač naredili to skupnost zato, da preverjajo projekte. Ali so projekti v redu, ali niso v redu, tudi pogledajo te bage, te stvari in potem sporočajo Heks skupnosti, kaj je v redu, kaj ni. To v prejšnjih mojih videih poglejte, imate tudi linke do njihovih spletnih strani, povezav, kjer vidite v bistvu te projekte, ki so jih oni revizirali in kaj o njih mislijo, o teh projektih. In predvsem tako ugotovite, da to ni prevara, scam. Hexpolis je čisto super, ampak kot vidimo, niso izkušeni. Niso izkušeni, naredijo napake in Aleksu so naredili veliko štalo. Veliko štalo, pa vsem, ki vlagamo v te stvari. Tako da, za moje pojme, Hedron na dolgi rok se splača. Se splača, tako da jaz sem se usmerila bolj v Hedron. IKOS-o ne bom toliko zaradi tega baga, tudi nisem vlagala v IKOS-o. Sem en stake, ki je bil za nič, v bistvu Hex stake, pa je bil moj edini HSI stake za preizkušnjo, sem ga pretvorila v IKOS-o, ker itak, če bi ga odstakala, bi imela tako zgubo, da tudi za provizijo ne bi imela, tako da zdaj sem vsaj dobila IKOS-o in vsaj nekaj. Zdaj pa DeepCatcher in pa njegovi derivati. Zdaj, Bitcoin je kovanec, recimo, in Xen je kovanec. Medtem ko če vzamemo Hex je token, pač, se pravi žeton. Zdaj, to so razlike, obstajajo razlike in je fino, da pogledate malo na internetu, malo pogooglate, da vidite, kakšna je dejansko razlika. Bolj se splača vlagati v kovance kot v tokene. To sem ugotovila do zdaj. Zdaj pa tretja stvar so derivati. Derivati pa nimajo v ozadju denarja, in so dejansko bazirajo na certifikatih na papirjih kot delnica. To je zelo, zelo, zelo podobno delnicam, klasičnim, ki jih poznamo. Ker vi nimate v bistvu nekega lastništva podjetja v rokah fizično, ampak imate samo papir, da sodelujete zraven pri dobičku. Dejansko niste lastnik. Govorijo, da če imaš delnico, da si lastnik, solastnik, ampak ne, nisi, ne moreš vplivati, razen če imaš res veliko teh delnic, več kot pol, 60%, potem lahko nekako vplivaš, imaš neke glasovalne pravice, drugačnih šans. To je isto v bistvu pri derivatih. Zdaj, to, kar dela DeepCatcher, Maximus, pa zdaj je bil Poli, recimo Poli me sploh ni zanimal, pa prej Deci, kaj je že bilo Deci, ta na 10 let Trio, Lucky, Base, to so derivati. Meni že takrat ni bilo nekaj zelo všeč, to sem tudi napisala, ko ste me spraševali, nekateri ste rekli, da ne razumem, da boste vse vložili noter, da to res, wow, nekaj najboljšega na tem svetu, pa sem rekla, bodite previdni. Bodite previdni, ker namreč to je derivat.
Kaj pomeni derivat? Derivat pomeni, da ni zadaj nekega denarja, ne, ker recimo jaz sem zamenjala heks ali hedron za derivat, ne, recimo za deci. To je pač pool, neka obljuba. To je pool, neka obljuba v bistvu. Ja, vidim, da mi je nehala tale kamera delati. Bomo naredili stop. Pardon, probala bom tole zrihtati, če bo šlo. Če ne, pa tudi. Ne bo, nič hudega. Bom dala share screen. Bomo tole, da se vsaj nekaj tukajle bo dogajalo. V glavnem gre za derivate. Derivati so kot delnice, to je papir. V bistvu ti si zamenjal neke kovance, neke tokene, žetone za nek papir. Da ti pač nekaj imaš, da boš nekaj dobil, nek profit, ne. Zdaj to lahko deluje, lahko pa tudi ne, ne. Lahko pa pač tudi ne deluje zadeva. Tako da jaz nisem veliko vložila, ne veliko. V bistvu sem tisti heks, ki sem ga odstejkala, ki itak nič v redu ni bil, sem ga zamenjala, pač pa bom videla, kaj bo v naslednjem letu. Naslednje leto bom pač za te stvari vam povedala. Zdaj DeepCatcher ima neke nove stvari, že neko novo idejo, jaz bom to seveda preučila in bom tudi povedala svoje mnenje, ali bom šla noter ali ne. V Poli nisem šla in Poli me ni zanimal, Poli za mene ni bil v redu, mislim pač nimam nobenih koristi za njega, ne, za Poli. Torej, zdaj Ksen. Zdaj pa Ksena, ne. Še evro pa dolar bi še nekaj povedala. Torej, pri dolarju je problem pomanjkanje. Populacija ljudi je vedno večja, gospodarstvo je vedno večje, raste in enostavno tiskanje, jaz osebno mislim, da tega tiskanja denarja sploh ni. Dolarjev je toliko, kot jih je bilo in jih je vedno manj in zdaj dolar dejansko bo prišel po mojem do tega, ker so prišle valute iz preteklosti. Vse valute, ki so do zdaj bile pred dolarjem, so zbirateljski denar, ne. In so pač imajo zbirateljsko vrednost. In enako se bo po mojem mišljenju zgodilo tudi z dolarjem sčasoma. Kdaj, nimam pojma, ne vem, ne me vprašati, ker tudi za krizo sem mislila, da bo kasneje prišla, kakor je. Kriza me je prehitela, sploh ta bear market v kriptu me je absolutno prehitel in me je presenetil, dejansko me je. Vendar se vse se da urediti in iz vsake situacije se da ven potegniti najbolje, kar je pač možno, ne, da se. Tako da to mi lahko verjamete, da tisti, ki se znajdejo, se pač znajdejo, ne. Enostavno se znajdejo in življenje gre naprej in mi moramo isto tako se probati znajti, tako kot te ljudje, ki jim pač uspeva. Tako da, ja. Zdaj, Ksen. Ksen v bistvu je delan za, zdaj Web 2.0, so bili social media oziroma pač družbena omrežja, ki tudi gredo v zaton počasi, kot so Google v bistvu pa
pa Facebook in te zadeve. Zdaj te, kar mladi hodijo gor, v bistvu social media, to pa recimo Twitter in TikTok in Snapchat in te zadeve. To zdaj je še vedno nek boom, ampak gre v zaton, dejansko gre v zaton. To so zdaj zadnje stvari, nekaj časa bo še, ko bodo ljudje reagirali na oglase in pa na marketing v social media, na Web 2.0, ampak grejo te stvari dejansko v zaton, ker so tudi centralizirane in tudi ta tehnologija postaja zastarela počasi, a ne. Web 3.0 je zdaj, se razvija in aplikacije še niso narejene za Web 3.0. Dejansko je MetaMask sledi temu, to kapo dol, moram reči, MetaMask je vedno boljši, dejansko vedno bolje deluje, ampak pozor, ne zaupati MetaMasku, to je tole, ne zaupati MetaMasku, a ne. MetaMask je centraliziran, čeprav pravijo, da je decentralizirana denarnica, podpira vse mreže, ampak ne, zadaj so banke, JP Morgan in ostali magnatorji veliki, ki upravljajo s tem, in MetaMask krade denar, to poudarjam, krade denar, tako da ne imeti v MetaMasku ničesar, res nimam nič, a ne. Kot vidite, nič v MetaMasku nikoli. Vedno MetaMask povežem, tukaj imate Connect Hardware Wallet, vedno ga povežem z Ledgerjem. Te Trezorja še ne uporabljam, ga bom poizkusila. Ledger mi dobro dela. Z Ledgerjem sem recimo jaz izredno zadovoljna. Lahko tudi kakšno drugo denarnico povežete, a ne, pač, če hočete, in uporabljajte MetaMask obvezno kot bridge, kot most, a ne. Je pa ona že narejena za Web 3 in že deluje kot Web 3. Xen, a ne, Xen je narejen, Xen kripto je narejen za Web 3.0 in dejansko je narejen, Jack Levin, to je tale prijazna oseba, mirna, je naredil Xen tako, da deluje na Web 3.0 oziroma je to denar Web 3.0. Mislim, ni še denar. Jaz računam na to, da bo to postal denar, da bo zamenjal tudi dolar in evro, a ne. On se trudi, da bi prišel takoj za dolarjem, za evrom, in dejansko ful veliko stvari dela. Če greste po spletni strani, boste videli, kaj, v bistvu zadeva je transparentna, decentralizirana, vi ste lastna banka, sami kujete pač denar. Bitcoina ne morete sami kovati, nemogoče. Zakaj? Ker rabite ogromno energije in ogromno denarja za računalnike, da kujete Bitcoin. Vedno manj jih je, a ne. Vedno. Xena ne bo vedno manj. Bitcoin je omejen, Xen pa ni, a ne. Xen ni omejen, ima neomejen supply in ga lahko kujemo neskončno časa. Vendar se bo splačalo zdaj, hvala Bogu, da je Jack Levin toliko pošten, da pove, kaj on misli, kako bo to šlo. Vse pove, a ne, vse se lahko se vse pozanimate na spletni strani. Torej, 8 let naj bi se splačalo kovati. Zdaj, moje mišljenje, zdaj eni pravijo, da bo šel v nebo cena tega kovanca. Ne bo, po mojem mišljenju ne. Jaz mislim tako, da bo šlo 8 let gor cena, po 8 letih se bo stabiliziral in bo na neki ceni obstal, po mojem, za precej časa. Dol verjetno ne bo šel, vrednosti verjetno ne bo zgubljal,
bo pa vsak ga lahko koval. Je pa po vsej verjetnosti bo njegova cena dost nizka, tako da se ga ne bo splačalo po 8 letih več kovati, ker bodo transakcije za kovanje dražje od same cene kovanca. Zdaj, kaj to pomeni? Kakšna je strategija? To pomeni, tudi Jack Levine to pravi sam, da je zdaj šansa, priložnost, možnost čim več ksena namintati. Tukaj imate vse odgovore, kako namintate, tudi ljudi, v bistvu, ki stojijo zadaj za tem, ki delajo v bistvu te zadeve. Tako da moja strategija je zdaj čim več na vseh mrežah čim več ksena pridobiti. Se pravi, ne bo naša moč v ceni kovanca, ampak v številu teh kovancev. Isto je pri hedronu, sem jaz opazila, v bistvu več, ko jih imaš, boljš je hedrona. Pa pri heksu je tudi nekaj drugače podobnega, pač tisti, ki imajo res ogromno heksa, ko je v redu, pač nimajo težav, Tako da samo jaz sem rekla, da ko bo heks padel pod 1 cent, ga bom začela kupovati, vendar ga ne bom. Sem se odločila, da ne, zaradi obnašanja same skupnosti in zaradi tega, ker ne vidim, da bi ljudje hodili noter novi v heks. Ne vidim tega. In vidim pa, poglejte tole, koliko je zdaj 2 meseca je star ta kovanec, in poglejte, cena zanimiva, v bistvu ceno že ima. In kdo postavlja to ceno? Kdo jo postavlja? Ljudje sami. To je tržna cena in to je to. Tržna cena. Nihče ne zbija te cene in jo dviga in umetno in to dejansko in ta cena je nastala iz nič, ker ksen kovanec dobite, dejansko ga dobite brezplačno. Brezplačanje. Nič ne date za njega, razen za transakcijo preko mreže, katerekoli že delate. Zdaj, kot vidite, je že velika številka, ogromno ksena je že mintanega in tukaj tudi vidite spodaj, na koliko dni ga lahko mintate, zdaj je 424 lahko dni in pa kateri v poziciji ste. To pomeni, da je toliko denarnic že bilo ustvarjeno oziroma računov od denarnic. In še se ustvarjajo. Še. Vsak dan. Ker, če greste, če pogledamo, verjetno je, se pravi, na Ethereum omrežju, tega najbolj poznam, ker najbolj uporabljam Ethereum omrežje, ampak bom začela uporabljati zdaj tudi druga omrežja. Bom začela. Danes se bom lotila Fantoma pa Polygona, da bom tudi tukajle na teh 2 mrežah mintala ksena. Če pogledamo historiko, se pravi zgodovinsko, pa da vidimo, kdo so. Zdajle se recimo dvignil, pa je spet padel dol, zanimivo. Recimo zdaj se splača, na 8G je padel, zdaj bi se splačalo recimo mintati ksen. Takrat, ko pride tam 9-8G, se govorim na Ethereum omrežju, na ostalih omrežjih si več ali manj splača skozi. Ni važno, kdaj to delate, ni važno. Tukaj na Ethereum bodite pa izjemno previdni, pač kdaj, da ne boste preveč plačali. Če gremo na gas spender, se pravi, kdo največ porabi
na Ethereum omrežju, kdo zdajle največ dela, neka privatna denarnica, to ne vem, kaj je, Public Ledger, neke privatne denarnice, Optimizem. Ok, vidim, da zdaj trenutno Xen ni na... Xen se pojavil tukaj le, ponovadi čez vikend, a ne. Največ ljudi porablja takrat gas fee oziroma pač transakcij in so transakcije tudi, v bistvu potem se malo dvignejo in to je to. Ok, v glavnem, zdaj to je definitivno moje osebno mišljenje, ne želim vam ničesar vsiljevati, želim, da razmislite sami. Zdaj v kripto se splača en delček svojega denarja vlagati, ostalo lahko, jaz se s kriptom zelo veliko ukvarjam, mene kripto res zanima. Ostala sredstva sem želela v njih vlagati, pa sem potem ugotovila, da se mi v njih ne splača. Če bodo zelo na dnu, potem morda bom kaj, zlato sigurno ne, to je boljše v bistvu Bitcoin potem kupiti, ko Bitcoin cepne in verjetno bo fejst cepnil, čeprav meni je Bitcoin tako zastarela tehnologija, da sem ga dala čisto iz glave, je boljše Ethereum potem kupiti, ne. Ethereum, na primer, Xen pa sploh zdajle je zastonj in pač. Zdaj jaz mislim, da bo Jack Levine že ustvarja neko denarnico, kar je super, denarnico, po mojem bo naredil nekaj boljšega od MetaMaska, to sem prepričana, in pa sigurna sem, da bo naredil tudi lastno mrežo. To sem 100%, da bo enkrat se tega lotil, ko bodo pač naredili tisto, kar želijo zdaj narediti. In to bo super. Zdaj pushchain, ne? Pushchain. Upajmo, da bo kdaj. Upajmo, da pushchain bo kdaj. Pushchain drugače zdaj kot testna mreža deluje odlično, dela dobro. Bage odpravljajo. Zdaj, kaj misli Richard Heart narediti s tem pushchainom? Res ne vem. Kdaj bo? Res ne vem. Kdaj bo zadeva lansirana? In takrat, če bo, vas bom opozorila, ker je treba Wait token, recimo tudi, ga jaz še nisem pač vzela dol. Wait token se bo po mojem kar splačal. Eni so ga, jaz ga pa pač nisem. Pushchain po mojem kakšno leto sigurno ne bo pushchaina, ne. Zdaj ne vem, če se mu splača zdaj lansirati pushchain. Bomo videli, kaj bo. Zdaj veliko projektov čaka na pushchain. Zdaj pushchain delajo za Web3. Hvala Bogu. Po mojem mišljenju imajo s tem največje težave. Z Web3. Web3 bodo morali vse prilagoditi na Web3, tudi vsi projekti, ker to je verjetno prihodnost, tisti, ki bodo želeli seveda tako prihodnost, se pravi take vrste življenja, transakcij, plačila in tako. Pač ne bodo vsi ljudje šli v to, sigurno ne, a ne. Nekateri verjetno ne bodo šli. Mene to zanima, jaz bom šla v to smer, želim pač sebi in drugim ljudem najboljše in sem prepričana, da lahko s tehnologijo drugim ljudem zelo veliko pomagam, dokler ne pridemo do tega, da bomo živeli tisti, ki želimo v naravi, bolj naravno življenje, s čim manj tehnologije, se pravi čim več fizičnega dela z veseljem, ne zato, da se matraš,
in pa, da bodo tehnologije veliko bolj naravne, tako kot Nikola Tesla recimo že imel izume, ko so fantastični in še vedno ne delujejo, niso v uporabi, ko on je delal za množice ljudi, za brezplačno elektriko, za brezplačno komunikacijo, brezplačne stvari, tako kot recimo dela zdaj Jack Levin, pa če pogledate Meta Energy, če pogledamo Energy, projekti, v katere jaz kar precej verjamem, LinkedIn, Energy, malo je to. Ja, to je v bistvu to. Poglejte si, o tem sem že govorila, bom še. V to sem jaz, recimo v to se po mojem mišljenju splača vlagati, ni to finančni nasvet, ampak jaz vlagam v te stvari in še bom. To so po mojem res za prihodnost projekti in tehnološko izjemno napredni. Tehnološko so izjemno napredni, imate tudi zadaj ljudi, kdo stoji, tale je recimo starejši gospod, on je ta glaven, George Vance, in je izjemno izkušen. Izjemno izkušena oseba in take stvari recimo se splača vlagati v take zadeve, ne. Tako da namesto v delnice razne se splača vlagati v tole. Saj tudi to v bistvu zdaj na začetku sem jaz vlagala, ko v bistvu smo lahko vsi not prišli tudi z zelo majhnim denarjem, zdaj pa ne vem, če se da priti noter še z majhnim denarjem, to ne vem. To pač poglejte sami. Ko bom pa jaz se lotila tega še, bom pa tudi jaz naredila kakšen video o tem. In oni recimo v Pulse verjamejo, in tudi tukaj je znak, verjamejo, da to bo, tudi sodelujejo in čakajo na Pulse mrežo, da lahko večino svojih projektov tudi jih zaženejo. Tako da to je tehnologija prihodnosti, kamor gre zdaj svet, dejansko gre tja, tako da te stare stvari, stare tehnologije, to bo vse propadlo, tega ljudje ne bodo več uporabljali, in je prav, da se glas o tem širi naprej in da ljudje čim več spoznajo, zato delite čim več video, delite drugim ljudem, opozarjajte jih na nove stvari, naj si ljudje pogledajo, vi si poglejte, preberite si, če so vam zadeve všeč, lahko sodelujete, ker smo zdaj dejansko na začetku. Kljub temu, da je ogromna kriza, da kriza še prihaja, da bomo imeli kar težave vsi, ne samo mi, ki nimamo toliko denarja, ampak tudi tisti, ki so bogati, bodo imeli velike težave v življenju. Kljub temu imamo zdaj eno največjih priložnosti v življenju, v zgodovini človeštva. Največja kriza in največja priložnost. To je fino, da imate v glavi, da krize so priložnosti, da to ni slabo. Samo poučiti se morate sebe, svoje otroke, ljudi okrog sebe, da obstajajo zadeve, ki so boljše in v kateri da se še vedno zaslužiti, še vedno so stvari, s katerimi samo preusmeriti se je treba. Preusmeriti se je treba v druge zadeve, zdaj pa lenobo odpraviti. Niso časi, ko je država naj bi poskrbela za ljudi. Zdaj so decentralizirani časi, ko mora vsak posameznik poskrbeti za sebe. Biti poučen, imeti znanje, delati sam, imeti svoj računalnik, svojo zemljo, svoje pridelke, prehrano. Grejo stvari pač v to smer in za vse ljudi na tem planetu je dovolj denarja, dovolj je energije, dovolj je zemlje in dovolj je hrane.
ampak vsak posameznik se mora za to zanimati in začeti delati na tem. To je moje sporočilo. Bodite v redu, bodite zdravi in pa razmislite, poučite se, bodite čim več polni pravega znanja, izogibajte se lažnim informacijam in zadevam, ki vam škodujejo. Kako veste, da vam škodujejo? Zelo preprosto. Telesno in duševno se počutite slabo. To naj bo vam vodilo, da boste vedeli, v katero smer iti. Pa se pri naslednjem videu vidimo. Naslednji video bo o zdravju, in sicer zdaj v kratkem grem še enkrat na preiskave in bom naredila video, kakor sem obljubila, kaj delam in kakšni so rezultati. To se bo videlo po krvi, po krvnem izvidu, ki je uraden dokument, ki se ga ne da potvoriti in nihče ne more reči, da rezultate imam ali nimam. To se bo zdaj videlo. Komaj čakam rezultate, počutje je bistveno boljše, kot sem imela prej, kar pomeni, da bodo rezultati po moje tudi bistveno boljši. Hvala lepa in en srčen in lep pozdrav vsem.